Lepo pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. V soboto 11. septembra bo Idrija prizorišče osrednje državne proslave ob vrnitvi Primorske matični domovini. Režiser proslave, ki jo bo neposredno prenašala tudi nacionalna televizija, pa bo Dušan Moravec, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Zdravo. Povejte nam, gospod Moravec, kaj bo rdeča nit te proslave? V bistvu rdeča nit, sama proslava se imenuje, kot smo že napisali v samem naslovu, tujega nočemo, svojega ne damo. V bistvu izhajali smo iz tega, ker se nam je zdelo, tujega nočemo, svojega ne damo je pravi slogan za ta trenutek. Pravzaprav je to tak malo arhaičen slogan, ampak nekako zelo odraža te trenutne razmere. Tujega pri nas zares pravzaprav niti nočemo, ampak vprašanje pa je, a smo pripravljeni svoje dati, oziroma preveč svojega smo že dali. No. In to je bilo kot nekako vprašanje cele prireditve. Ampak sama kulturna zgodba bo pa posvečena pesniku Črtomiru Šinkovcu iz Vojskega, pesniku, ki ga odkrivamo zadnja leta in za katerega sem prepričan, da so njegove besedila in pesmi pravzaprav izjemno močna. Predsednik Republike Borut Pahor bo med častnimi gosti, zbranih pa ne bo nagovoril. Ne, gospod Pahor pride kot gost in nas bo gledal in bo gledal vso predstavo, ne bo pa govornik. Osrednja govornica bo Nina Leskovec. Zakaj ste izbrali govornico mlajše generacije? Nina Leskovec je res predstavnica mlajše generacije, delujoča, študirujoča in trenutno živeča v tujini, v Združenih državah. Ona, mislim, da je en tak čudovit primer, kaj pomeni študirati ven, se naučiti veliko dobrega in pomembnega znanja in se pol vrniti nazaj v Slovenijo. Ona sicer trenutno živi v Ameriki, ampak namen imajo se vrniti v Slovenijo in svoje znanje nekako deliti tukaj. Ona tudi deluje v enem društvu, ki je nekako povezuje Ameriko pa Slovenijo. To društvo pa predvsem deluje na tem nivoju, da pripelje recimo v tujini študirajoče Slovence nazaj v Slovenijo in jim ponuditi čim več možnosti za tukaj. In ona zagovarja nekako tezo, da pač Slovenija nisem ta 2 milijona ljudi, ki smo tukaj, ampak smo vsi, ki smo zunaj. In zdaj treba na ta način se združiti. In pač ideja je pač združitev vseh, recimo, dobrih in dobromislečih ljudi. To pomeni Nina Leskovec z dekliškim priimkom Troha. Tako, Nina Troha, ona je Idrijčanka drugače, ne, ampak. Lepo. Zdaj nagovor župana Tomaža Venclja in predsednika borčevske organizacije Bojana Režuna, to ste tudi vključili v scenarij. To je del protokola, ja. Prizorišče proslave bo Mestni trg? Prizorišče bo Mestni trg, čeprav prva ideja je bila, da bi naredili celo proslavo v Mejci. V Mejci pač zato, ker jaz se predstavljam ta praznik, oziroma to prireditev kot en velik praznik, ki je pravzaprav miting. Miting in ponovadi na ta miting je prišlo 5, 6, tudi 7 tisoč ljudi. In Mejca bi bila izjemna za tako stvar. Ampak glede na vse te razmere, v katerih trenutno smo se pač odločili, da delamo manjše prizorišče, ker je tudi omejen dostop in je pač Mestni trg v Idriji še zmeraj najbolj primeren. Pomembno pa je to, da bo Televizija Slovenija neposredno prenašala dogodek, tako da bo dostopen praktično vsem. Ja, prenos dogodka bo na drugem programu TV Slovenija z začetkom ob 11. In dobrodošli, oziroma vas vabim, da si ogledate pravzaprav posnetek, ker tudi samo proslavo smo pol malo tako konceptirali, da pravzaprav s to mislijo, da pač ne bo vse tako, kot mora biti zaradi samega covida in smo malo več dali na video vsebine. Tako da predvidevam, da bodo ljudje videli po televiziji kar dosti več na nek način, kot bodo povabljeni politiki, ki bodo tam videli na samem prizorišču. Sanja Rec bo povezovala program. V tem kulturnem delu programa pa nastopajo Miro Božič, Benjamin Barbarič, Nataša Trček, Marko Hatlak, Žiga Lakner, Iztok Bevk, mešani pevski zbor iz Črnega Vrha, pa pevski zbor šole iz Cerknega, pihalna orkestra z Idrije Cerknega. Kar veliko imate teh nastopajočih. Ja, se pravi, mi kot smo štartali že v začetku, da bomo pač imeli en tak velik miting, veliko proslavo. Sploh pa, če delamo stvar v Idriji, je pač prilika in pravilno se mi zdi edino to, da povabimo domače ustvarjalce, da pokažejo, kaj imamo tukaj. Na začetku je bila stvar še bolj široko, kot sem že povedal, zastavljena. Hoteli smo pravzaprav imeti združene pevske zbore Idrijsko-Cerkljanskega. In to bi bilo pravzaprav skoraj 200 ljudi. Potem združene obe godbi, Idrijsko in Cerkljansko, tako da bi res eno mogočno stvar naredili, ampak žal, kot sem že rekel, to ne bo in smo pa vse skupaj pač
zmanjšali, kolikor je še dovoljeno. A ne? Ampak vseeno je pač bazirano na domačih ustvarjalcih. Sam scenarij pa je pravzaprav preplet živih nastopov s posnetki, ki ste jih že pripravili najbolj. Tako. Sam nastop je pač ta preplet. V video programu smo pač posneli vse tele, recimo, zanimive točke, ki so potekale na tej meji, ki je včasih ločevala Jugoslavijo in Italijo. Posnetki so taki zgovorni, mislim, in bodo lepo pričarali, pravzaprav na kakšnem čudovitem delu države, ozemlja, sveta pravzaprav živimo. Črtomir Šinkovec, pravzaprav dragulj, pesniški dragulj iz vojskega, ki je bil dolga leta skoraj zamolčan. Točno tako. Črtomir Šinkovec, pesnik, ki zadnja leta dobiva Šinkovčevimi dnevi z vsemi pojavljanji svojo veljavo in mislim, da bo v parih letih, res spoznan kot eden bistvenejših, ne samo partizanskih pesnik, se pa verjetno on je bil vsaj prvenstveno partizanski pesnik, ne? Ampak vse pesmi, ki jih je kasneje pisal, so pa res take osebno izpovedne, zelo močne. Mislim, jaz, ko sem zdaj to prebiral, pa izbiral tekste njegove, sem se začudil, no? Mislim, kako močne so besede. In mislim, da te besede, ki jih bomo slišali v izvedbi igralca Iztoka Bevka, Idrčana, ki sicer živi v Mariboru, bodo to sam še podkrepile. No? Glasbeni del bo najbrž tudi pester, ne bo manjkala tudi Hej brigade najbrž. Ja, zadnji del bomo posvetili bolj tem partizanskim pesmim, ki bodo izvajali devetošolci osnovne šole Cerkno pod vodstvom Vanje Lampič in spremljavo gospoda Magajne na harmoniki. Mislim, da se taka stvar more zaključiti na tak borbeni način. Za piko na i pa najbrž boste dodali še Ostala Primorska. Ostala Primorska pa brez Ostale Primorske pač ni. In tukaj jaz pričakujem, da se bodo zbrali na odru vsi nastopajoči in jo skupaj zapeli, kot je zapoja cela Primorska vsakič posebej. Vreme ste naročili? Vreme je določeno. Dogovorjeno, lepo. Mestni trg in bližnje ulice bodo v času prireditve najbrž zaprte za promet? Ja, mi smo začeli postavljati oder že v četrtek, ker kljub vsemu taka stvar zahteva predvsej nekaj logističnega časa in postavljanja, tako da nekatere zapore cest bodo. Jaz prosim Idrčane in vse, ki bodo šli mimo, da pač to upoštevajo in spoštujejo. Mi bomo poskušali čim manj ovirati promet. Tako. Kaj vam osebno pomeni režiranje tako velikega dogodka? Najbrž ste v ta dogodek vpeti že več mesecev. Ja, začeli smo delati že takoj po novem letu in pač problem je pač COVID, ker smo več čas, nam je tale senca, s tem nekako visi nad nami, pa ne vem, nismo vedeli točno kako in se je bilo pač bilo potrebno delati neke kompromise, drugače pa to je izjemno velika čast. Mislim, da lahko narediš eno tako stvar za Primorsko, mislim, in za vse Slovence in pravzaprav, to je taka izkušnja, ki je pač ni prav velikokrat možna. Dušan Moravec, hvala za ta pogovor in hvala za obisk v našem studiu. Prav, hvala lepa. Jaz še enkrat vabim, da prisluhnete oziroma gledate in prisluhnete ker prenos bo tudi prek radija, je treba povedati naši proslavi. Če ne boste tukaj, pogledajte na televiziji. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost.